Naša radovednost, v kakšnih ambientih živijo prebivalci Slovenije, nima meja. Vprašali smo se, v kakšnih prostorih dela najvišji predstavnik naše države. Res, da je te prostore obiskalo že več kot 20.000 ljudi, ampak ko ga zabeležijo naše kamere, je vseeno malo drugače. Zato nam veliko pomeni, da lahko na naš način predstavimo arhitekturo in vsebino palače, v kateri so prostori predsednika Republike Slovenije. Redko kdaj nam uspe zaiti tako visoko. Smo v najuglednejši palači te dežele, predsedniški palači. Naš vodič po njej pa nihče drug kot sam predsednik Republike Slovenije. Spomnim se dneva, ko sem prvič prišel sem kot predsednik. Pošteno povedano so me seveda prevzemali močni občutki. Nikoli nisem skrival, da sem si to dolžnost želel opravljati. In ko sem končno potem po stopnicah prihajal v to pisarno, so bila čustva zelo, zelo močna. Predsedniška palača je tipična neorenesančna palača iz časa Avstro-Ogrske, zgrajena konec 19. stoletja. Zunanjost palače je stroga, notranjost pa bolj odprta in razgibana. Palača je na obcestnih straneh dvonadstropna, na dvoriščni strani pa enonadstropna. Tloris palače ima obliko trapeza s stranicama približno 40x70 metrov. Palača ima 4 vogalne stolpe in 5 vhodov. Gospa Hiršman, kaj je pred 120 leti botrovalo nastanku te stavbe? Zamisel o ideji te palače se je porodila konec 19. stoletja. Zaradi velike razpršenosti različnih uradov takratne deželne vlade po mestu so se odločili, oziroma želja je bila, da bi zgradili palačo, v kateri bi bili združeni na enem mestu vsi uradi deželne vlade. Gradnja palače po načrtih arhitekta Emila Viteza von Försterja se je začela leta 1897. Gradila jo je Kranjska stavbna družba. Do leta 1918 je bil v njej sedež oblasti dežele Kranjske. Po drugi svetovni vojni sta bila v njej izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije in Ustavno sodišče. Od leta 1975 predstavlja sedež slovenskega predsedstva oziroma prostore slovenskih predsednikov od Milana Kučana naprej. Ob določenih dogodkih zunaj stoji častna straža, pripadniki garde Slovenske vojske in nad vhodom sta vedno izobešeni zastavi, slovenska in zastava Evropske unije. Stopnišče razmejuje palačo na levo in desno polovico. V levi polovici so prostori urada predsednika Republike Slovenije, desna polovica pa je namenjena vladnim prostorom. V tej palači je vse narejeno tako, da ohranja svoje prvotne korenine, tradicijo, hkrati pa dodajamo tiste stvari, ki sodijo danes v eno moderno predsedniško palačo 20. stoletja, ki žareva eno ambicioznost naroda, njegove kulturne in druge posebnosti. Zanima me, koliko lahko kot predsednik kaj posegate v opremo. Ste lahko kaj spremenili po svojem slogu? No, najprej predvsem smo odprli pisarno. Zdelo se mi je, da če prostor odpremo in bo stekla skozi tudi ta čisto človeška energija, utegnejo prostori dobiti eno novo toplino, pa tudi razsežnost, kar se je tudi zgodilo. Kar se tiče urejanja same predsedniške pisarne, je tako, da mora biti pohištvo nedotaknjeno in na svojem mestu. Vse, kar vidite v pohištvu ali na pohištvu, pa je stvar moje osebne izbire. V prostorih urada predsednika republike so na ogled umetniška dela, ki so sicer v lasti Narodne galerije. Vladna umetnostna zbirka obsega prek 1000 del. Slike v svoji pisarni je izbral predsednik sam, in sicer je izbral 2 sliki Maksima Sedeja. Imamo tam ribiški ženi in ribiče, motiv iz Primorske, tako da sem jaz doma. Drugače je pisarna opremljena tako, da je prijetna in v njej se počutim dobro. Novost, ki ste jo uvedli, je tudi otroški kotiček. Dajte nam še kaj o tem povedati. Ja, to je kotiček tukaj 3 dvorane stran. Toliko teh pisem, risb, knjig smo dobili, da smo se odločili, da postavimo otrokom spomenik njihove ustvarjalnosti.
Znano je, da so vrata predsedniške palače odprta za obiskovalce ob državnih praznikih Republike Slovenije. Ampak ne le, da na dnevih odprtih vrat sem povabite ljudi, o sami palači jim znate tudi marsikaj povedati. Jaz sem bil v študentskih letih vodič, vodič v Benetkah, torej razumete, da me zgodovina, zlasti arhitekturna zgodovina, zelo zanima, zato tudi rad pogledam vašo oddajo. Zato me je zanimala tudi zgodovina te stavbe in poznam nekaj skrivnosti, ki jih danes ne smem deliti z vami. V 6 letih je skozi to pisarno šlo več kot 21.000 ljudi. Tisto, kar je edinstveno na celem svetu je, da ko gredo ljudje skozi to pisarno, v tej pisarni jaz odgovarjam na njihova vprašanja, klepetam in se slikam. Kolikor smo se mi pozanimali, nikjer drugje po svetu, zlasti iz varnostnih razlogov, predsedniki take odločitve ne sprejemajo. Mi je ne obžalujemo, zlasti tuji turisti, ki pridejo v množici Slovencev, postavljajo veliko vprašanj, so presenečeni, da je to možno. Mene tudi zamenjajo s kakšnim drugim, ne pričakuje, da bo predsednik v pisarni. Običajno jih preseneti to, da jaz tukaj ne stanujem. Kar mene preseneti, ker menim, da je to splošno znano. Recimo zadnjič je bila tukaj ena gospa in je rekla, oprostite, kje pa vi spite? Jaz sem rekel, v posli. Ampak je bila presenečena, ker ta posla ni tukaj. Sem rekel, gospa, pa saj že toliko let vemo, da predsednik slovenski nima rezidence. Je rekla, ampak vseeno sem pa mislila, da vi lahko tukaj spite. No in res je tukaj en majhen prostor, kjer bi, če bi bilo to potrebno, lahko kakšno noč tudi prenočil. Zelo veliko ljudi, tudi tujcev, ki pridejo sem, zanimajo razni detajli. Kaj zvem, nemški predsednik je opazil, da je recimo ta miza na podstavkih. To me je spravilo veliko zadrego, ker si nisem znal razložiti, zakaj bi bila ta miza, ki je tukaj od prvega trenutka bila na podstavkih in šele kasneje smo odkrili take majhne skrivnosti, ki jih zdaj ne morem na dolgo in široko pripovedovati. Je pa skoraj zagotovo tudi tale pisalna miza edina, na kateri so že sedele razne znane osebnosti. Ne? Ja, tukaj naredimo take bolj popularne fotografije. Večinoma so tukaj športniki ali pa sem in tja, tudi kakšno državnikov naredi kakšno poredno fotko z mano. Sprehodimo se še skozi prostore predsedniške palače. Na vrhu stopnišča je kip konja avtorja Janeza Bolke. Ne moremo pa spregledati medeninastih kandelabrov avtorja Leopolda Tratnika. To je velika dvorana, je osrednji največji prostor v palači, je tudi najbogatejše opremljen. Pravimo ji tudi kristalna dvorana zaradi dveh mogočnih lestencev iz otoka Murano. Vsak tehta približno 2 toni. V tej dvorani, veliki dvorani, se odvijajo zelo različni dogodki, razni sprejemi, izročitev državnih odlikovanj, potem predaja poverilnih pisem novih veleposlanikov predsedniku republike. Ob državniških in uradnih obiskih tukaj potekajo tudi svečane večerje. V Zlatem salonu se odvijajo pogovori predsednika z gosti na 4 oči. V Zlatem salonu poteka tudi osebna izmenjava protokolarnih daril. Ali vsa darila potem končajo na hodniku razstavljena? Ta darila, ki jih lahko vidimo v vitrini na hodniku, so darila, ki jih je prejel predsednik Republike Slovenije s strani tujih visokih predstavnikov. Vsa darila so tudi skrbno popisana, evidentirana v skladu z zakonodajo in vsa darila so last države. Pred sobo dr. Jože Pučnika se nahaja miza barona Žige Zoisa, ki je dana na ogled s strani lastnice, slovenske umetnice Jane Valenčič. Miza je iz masivnega lesa, krasita jo bronasto okovje in usnje. Na mizi vidimo faksimile ikonoteke Valvazorjane, avtorja Janeza Vajkarda Valvazorja. Zbirka je dragocen zgodovinski vir in edinstven umetnostni spomenik svetovnega merila. Ob izgradnji palače deželne vlade v Ljubljani je imela stavba 2 protokolarna vhoda, opremljena z lepimi jedkanimi stekli. Zaradi različnih razlogov se vsa stekla niso ohranila skozi stoletje obstoja palače. Zato so ob začetku obnove vhoda in stopnišča po letu 2000 izdelali več kot 20 nadomestnih stekel. Jedkanje je izvedel mojster jedkanja stekla Aleš Lombergar. Ne povem, da med mnogimi spremembami, ki jih je bila palača deležna v zadnjih letih, je tudi poimenovanje prostorov, dvoran.
ko se pogovarjamo, kje bomo imeli kakšne sestanke, je sestanek v Omanu, je sestanek v Pučniku, je sestanek v Drnovšku. Zdi se mi, da je to sijajno, počasi prihaja to torej v eno kolektivno zavest, da so bili to očetje naše države in da je prav, da tudi na ta način ohranjamo spomin na nje. Predsedniške rezidence pa torej ne pogrešate. Tukaj Ne. z veseljem hodite v službo, doma ste pa doma čisto drugje. Ne? Seveda, če bi bila, potem bi se bil dolžan preseliti vanjo. Zelo rad živim v bloku, v majhnih prostorih, nimam rad velikih prostorov. Moje stanovanje ima približno 70 kvadratov in mi popolnoma zadostuje zame. Nimam rad razkošnih prostorov, nimam rad velikih prostorov, nimam rad prostorov, ki so umaknjeni od drugih ljudi. Tudi sicer, ko gremo na obiske, če so na najvišji ravni, tudi recimo v Egiptu, v predsedniški palači ali kje drugje v palačah, je seveda vse zelo razkošno, čudovito. Ampak to pa ni po mojem življenjskem okusu. Prostori morajo biti relativno majhni, v njih ne sme biti veliko stvari, všeč mi je ta minimalizem. Vsi vedo, da sem obseden malce z pospravljanjem in z čistočo. To je običajno za moške, ki sami živijo, ne? Ker vejo, da ko grejo iz stanovanja, se vrnejo točno v tako stanovanje, kot ga zapustijo. In tudi tukaj v predsedniški palači zelo skrbimo za čistočo, za urejenost. Se mi zdi, da je to neka naša dolžnost spričo statusa teh prostorov. Omenili smo že figuri, ki krasita vhod v predsedniško palačo. Kipa iz peščenjaka predstavljata alegoriji zakona in oblasti in sta delo dunajskega kiparja Jozefa Bajerja. Številni posegi v preteklosti in neposredna izpostavljenost okolju sta povzročili izjemno slabo stanje skulptur. Zato so ju že konec leta 2013 prepeljali v restavratorski center Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Tam so izdelali kopiji s kombinacijo novejših tehnologij in tradicionalne obdelave. Prav mogočnost obnovljenih kipov pred vhodom na nek način simbolizira vlogo in pomen predsedniške palače. Po 120 letih ohranja svojo mogočnost in hkrati omogoča delovanje naše oblasti.